Spoštovani navzoči, zelo sem vesel, da sem tukaj v Kranju iz večjih razlogov. Najprej vas lepo pozdravljam, vojno pravzaprav posebno, individualno in še kot kustos Loškega muzeja Škofja Loka, ki že vrsto let dela na projektu, to se pravi kustosi, oddelka za umetnostno zgodovino, skušamo čim bolj popolno, optimalno popisati, dokumentirati opuse pomembnejših gorenjskih likovnih ustvarjalcev. Med te pomembnejše likovne ustvarjalce s področja Gorenjske spada tudi današnji gost, umetnik Nejc Slaper. Zdaj, Nejča poznamo predvsem kot slikarja, vendar ni samo slikar, on je rekel novodobni homo univerzale, ven bi pasal v čas renesanse, tako se meni zdelo, ker pač, kot je že prej gospa Petra povedala, je zelo vsestranski, se ukvarja z različnimi oblikami ustvarjanja, je likovnik, bolj vizualni umetnik, sodobni, še zmeri je aktualen, čeprav je že ni več porostno mlad, pa še zmeri sodobno. To je zelo interesantno. Imamo recimo mlajše ustvarjalce, ki so popolnoma prazni, nezanimivi, ali pa recimo ponavljajo manieristično kakšne forme, ki so bile že v 60-ih letih prejšnjega stoletja popolnoma zastareli. Nejč nas preseneča iz leta v leto. Tako da ni naključno, da je celo od mestne občine Kranj dobil neko priznanje pred leti, če se vam odstavlja. Skratka, tudi oblast je pač opazila njegovo ustvarjanje. Namen tega našega druženja danes je predvsem predstavitvi njegovega najnovejšega dela. To ni ne slika, ne klasična knjiga, ampak je knjiga umetnika. Zdaj, kaj je to knjiga umetnika? To je pravzaprav en termin, se je izpostavil nekje v sredini 20. stoletja. Skratka, to je neka umetnina, ki povezuje različne medijske oblike, različne oblike umetnosti, lahko vsebuje, recimo, zdaj, že dadaisti so delali nekaj knjige umetnikov, pa recimo med gorenjskimi ustvarjalci, mislim, da prvi naredil knjigo umetnika loški hiperrealist Franz Berger, ki je trgal iz revije Start ven liste, pa je pol naredil neko svojo knjigo na osnovi teh fragmentov, naključno iztrganih fragmentov iz različnih časopisov. To je bila ena prvih slovenskih medijev. Skratka, Nejč je pa naredil popolnoma tak zelo izviren način knjigo umetnika, ki povezuje njegovo literarno ustvarjanje, se pravi, njegove pesmi in prozik so nastajale nekje v prvi polovici 70-ih let prejšnjega stoletja z svojimi risbami iz ciklom risb. To je cikl, ki se mu reče Knjiga mojih dni. Skratka, predstavljamo tole publikacijo. Tudi za oblikovanje je poskrbel Nejc Slaper, kaj je zelo zanimiva tipografija z imenom in priimkom avtorja, z naslovom publikacije in z datumom nastanka. Ta tipografija je v stilu, recimo, umetniških produktov poslih 60-ih let in zgodnjih 70-ih let. In taka grafična tipografija se mi zdi. Tako da bi te bo vprašal, koliko je recimo tvoj osnovni poklic, po poklicu pravzaprav grafik, koliko je vplival recimo na tvoje likovno ustvarjanje? Ja, lepo pozdravljam, Jane. Jaz tudi v svojem namenu so veseli, da ste se približili tega razgovora. Glavno, da odgovorim na ta vprašanje, ne sem se moral malo vrniti malo nazaj. V glavnem, jaz sem že od mehkih nog risal. Čeprav sem bolj prerisal iz raznih
takih tehničnih knjig, razne načrte in take zadeve. Drugače sem pa 25 let delal kot grafični oblikovalec v Gorenjskem tisku. Tam smo imeli en tak biro oblikovalski, tam so se razvijale nove ideje v tiskarstvu. Predvsem smo razvijali neke vrste embalažo za lek, za farmacijsko industrijo in smo bili ena prvih tiskarn, ki je v bistvu imela ta razvoj, ki je upravila ta razvoj tega pakiranja strojnega in pa se je to nadaljevalo še za cigarete in ostalo embalažo. V glavnem tam sem si jaz pridobil kar precej tega grafičnega znanja, predvsem zaradi tega, ker sem hodil po oddelkih in gledal. In vsak majster, ki je tam bil, bi tudi povedal marsikaj, kakšno svojo skrivnost, tako da se moram v bistvu, moram biti hvaležen tem starim mojstrom, da niso skrivali svojega znanja, ampak so ga tudi posredovali naprej. Tako da jaz mislim, da Kranj po teh tiskarjih kar slovi in ni čuda, ker je gorenjski tisk v bistvu malo propadel, da je okolica pa polna manjših tiskarn, ki so vsak po svoje pač nekaj dela. No, da se nam preveč oddaji do tega. V glavnem, ta oblikovanje je pravzaprav tehnično oblikovanje, čeprav smo tudi razvijali razne ideje, pa za plakate in prospekte in take stvari. Ampak bistvo tega dela je pa zelo natančno risanje. Tako da marsikdo, ki je prišel v takole službo, ni zmogel. Ena od takih se spomnim, to je pač anekdota, ampak je, verjetno vsi poznate Aljana Primožič, ki je znana karikaturistka, in šef je rekel, mislim, pač pravi pot mora biti pravi pot, ampak Aljana je potegnila tako, kot je padala, in šef je v bistvu malje slov, pa je enkrat odstopil s tistim izdelkom noter, pa je rekel, Primožičova, ljubite moja smrt. Tako da zahteva pač eno določeno koncentracijo pa natančnost. To me je ostalo, tudi izražajo se tudi na mojih delih, tako da v bistvu jaz se ukvarjam večinoma s geometrizomom in v glavnem to pa zahteva pa res eno preciznost, to ni tisto vehementno slikarstvo, ki zamakneš s penzelom, ampak zahteva eno določeno koncentracijo pa zbranost. No, čeprav je Nejč najbolj doma v območju abstraktne umetnosti, čeprav sintetizira v tem svojem dost spiljenem, originalnem stilu elemente tako op-arta, pop-arta, konceptualne umetnosti. Pravzaprav imamo upravka z enih prvih konceptualnih umetnikov na Gorenjskem. Skozi govorimo o skupini Oho, in to je prav, vendar pa pozabljamo na primer na Nejča Slaparja, pa pozabljamo na filmsko skupino Ime, v kateri je tudi tukaj prisotni Nejč Slapar deloval. In če je kdo drug, recimo Franci Zagoričnik, ki je bil tako rekoč
no, pa Hrovatidov, in še drugi, no, v tem mogoče bi bilo tudi fajn, da kaj več poveš v nadaljevanju. Jaz bi pa sam še to rekel, da je Neč oziroma si v teh svojih 40 in več letih šel skozi različne faze in da te poznamo tudi kot risarja, realista, slikarja, realista, ne samo kot abstraktnega umetnika, in zato je fajn, da si se odločil, da zdaj izdaš to knjigo umetnika, s to serijo, s tem ciklom risko na temo knjiga mojih dni, ki fantastično kombinirajo recimo in tvoj zelo tak precizen, kulturen realizem z abstrakcijo. Tako da mene predvsem to zanima, mogoče še kjer drugega, da si se prvi srečal z optično umetnostjo, ker to te je najbolj zaznamovalo, že zdaj. Ne glede na žanr, v katerem modelu šla pa tehniko. Ta optična umetnost me je začela zanimati, v bistvu mi je prišel pod roko še ena knjiga o Vasareliju, dokaj pozen, ampak jaz sem že določene stvari, že preden sem jaz Vasarelija videl, že delal. In fascinirale so me v bistvu ena določena razmerja med črno in belo. Črno-belo. To me je zmeraj pritegnil, ta kontrast. In v bistvu sem začel risati. Sem gotovo, da pravzaprav barve sploh ne rabam, da je barva čist nepotrebna dekoracija. Sploh po kasnejšem delu, sem ga upravil, sem dognal, da se določene razmerje med določenimi linijami, debelino linij, razmaki med linijami in tako naprej, zaradi čist fizikalnega zakona interference ima človeško oko občutek, da tam nastajajo ene določene barve. In dejansko to je čisto optična prevara, tako kot ta valovanje na vodi, ko dva kamna vržemo, se tam nekje te krogi, te valovi srečujejo in tam nastanejo določeni vzorci. Jaz sem to prenesel s pomočjo raznih krivulnikov, ki sem jih sam naredil in zaračunal, kje bojo ti efekti prišli do izraza. Ogromno bo treba eksperimentirati, ogromno čist nepotrebnega dela, ampak v končni fazi sem pa po določenem času pa najdel tista pravo razmerje med črno in podlago, ki je bila bela, da mi to začelo nastajati. In to sem kasneje bolj uporabljal v raznih izvedbah in mislim, da to je v bistvu osnovno moje vodilo. Ker črta je ena od osnovnih prvin likovnih in mislim, da se z njo da marsikaj povedati. Od čistega realizma pa do absolutne abstrakcije. Seveda, vmes so pa določene stvari, ki jih pa moraš dojeti. Posebej je težko samo črto doseči vtis prostora. In meni je to nekje na en način uspelo, da tudi z raznimi rastri, s pomočjo rastrov linijskih, se linije začnejo debeliti, zmeraj pa črna plosko in v glavnem to so pač bolj rezultati vseh teh eksperimentov, ki jih imam
če bi zdaj šel v arhiv odpirati na tavšen tega, ne. Ampak v bistvu bolj prideš do tega, da si na en način že mojster tega. Seveda nisem čist vrhunski mojster, ampak jaz še zmeraj raziskujem. In še zmeraj se mi odpirajo določene stvari. Vmes sem seveda probal z barvo, ampak ni posebnega efekta, da bi zdaj rekel, da sem zdaj čisten preskok naredil. Ne, mogoče je to samo malo bolj dekorativna zadeva, ne? Tako, v tem smislu. No, kako ne poslušamo občutek, da se pravzaprav navezuješ podzavestno, ne toliko zavestno na razmišljanje Pabla Picassa, ki je rekel, da slika pravzaprav živa, da funkcionira, če je izvedena v smislu odklona od idealne forme. Ja, točno to. Ja. Skratka, ti bi lahko te stvari vse naredil s pomočjo računalnika, dosti hitreje. Ja. Verjetno ja. Ja. Verjetno ja, to sem jaz tudi že poskušal delati, tudi z računalnikom, ne. Ampak zadeva se mi bolj zdela preveč mrtva, preveč tehnična, ni imel nobene življenjske sile, ni bilo čutiti, da je v bistvu prisotna roka, da ni to borba z materialom, ampak da je to ena mrtva zadeva, to je pol tehnična risba, ni to risba, ki se naslanja na te slikarske prvine, ne? Čeprav se jih da za računalnik, kar dosež do vse, ne? Ampak nimaš tega občutka, da je tam gor na temu papirju pač tuš, da je pero prisotno, da je roka prisotna, roka se včasih malo zatrese in to mene v bistvu pri določenih stvari sploh ne moč, zaradi tega, ker se vidi, da je to roka naredila, da ni to strojeva, ne, v tem smislu. Kar se pa barve tiče, pa seveda, z računalniki se da danes vse narediti, z raznimi podlagami vse to. Čeprav jaz se bolj nagibam na to oseben kontakt z podlago. Manualni slik praviš, da je njena donosljiv. Tako. Ravno tako sem tudi te zadeve na tak način delal in mislim, da mi je to nekje uspel. Za tiste leta 75, 76, je bila to že kar ena taka posebna, bil tak poseben pristop, ker so me večkrat sprašali, če sem jaz to s kakšnimi pripomočki delal, pa to, ampak jaz pripomočko zelo malo uporabljam, ne, razen Rotriga, pa ravnila in raznih krivnikov ne uporabljam nič taka posebno. Jaz bi samo to povedal, da je Nejc Slabar en sila redkih slovenskih likovnih ustvarjalcev, ki se je v aktualnem času recimo lotil artističnih zgodb. Pravzaprav v Sloveniji, razen Draga Hrvatskega, mogoče Danila Ježiča, ne vidim sploh likovnika, ki bi to delal. Več takih primerov je bilo recimo na Hrvaškem, tam je daljša tradicija oparta. Če vas spomnim recimo na par imen, kot so na primer Ivan Picel, Ivan Boževič, potem Richter in drugi. Šutej tudi. V Sloveniji pa recimo pop-art nikoli ni zares zaživ. Za razliko na primer od sosednjih Italije, če se spomnimo recimo Kitulija Albijanija in drugih. V Sloveniji imamo pa Saša Vande. Ja, v glavnem, to je zanimivo. Zaradi tega se ne zdi krivično, da slovenska stroka še ni ustrezno opredelila umetnosti Nejča Slabarja. To priliko izkoriščam, da to poudarim. Zato Loški muzej intenzivno dela na popisu teh del, vrhunskih del gorenskih ustvarjalcev, katere seveda paše tudi Nejc Slabar.
da bi tekom časovnih premen, tekom časovne distance ponovno uvrednotili recimo enega tazga avtorja, ki je bil takrat pred 40 leti res pionir na svojem področju. Imamo da naprej več utrujel, ker imamo upravka z kompleksno umetniško osebnostjo, ki ni samo slikar, vizualc in tako naprej, temveč tudi glasbenik, kada poznamo, Skrbon Pošpila, če kaj drugega zna, je bil pa opažen in sploh aktiven tudi kot filmar. Skrbel je za filmsko opremo, napisal par scenarijev, v enem filmu, mislim, da je to Balada v Rdeči kartici, sem tudi igral glavno vlogo. No, daj mi kaj več povej o tej tvoji filmski zgodbi. Kako se je to rodilo? Ta kranjska skupina, spet poudarjam, kranjska skupina ime, ki je povezovala različne zanimive ljudi, umetnike, različnih provenjenc, starosti, generacij in tako dalje. Kako se ti znajdete v tej zgodbi? Ja, tle je bilo v Kranju že obstajal filmski klub, klub filmarjev. In tam so se zbirali Živko Kladnik, potem pokojni Janez Hrovat, ki je v bistvu snemal za televizijo, bil pač reporter in je letal po Sloveniji, sem pa kaj snemal in bolj ta film nesel v Ljubljano razvit, da je bilo še isti dan predvan pa to. No, takrat so se jaz pač, sem par teh filmov videl, že prej od skupine Okopa to, so rekel se, to bi pa jaz tudi na kakšen način lahko delal, ampak malo na drugačen način, ne. Nisem si vzel za osnovo enega koncepta, ampak mi je bolj šlo za sam scenarij, pa za eno konkretno pripoved, ne. In hkrati se je v bistvu to razvijalo tudi konkretizem, konkretna poezija. Tle je bil veliko vpliv profesor Pibernik, ki se je tudi s tem ukvarjal, in sva tudi enkrat naredila dve zelo odmerni razstavi poezija in grafika. V Kranju? V Škofji Loki. Škofji Loki. Moram poudariti, da sem bil jaz takrat bolj navezan na Škofjo Loko, ker mislim, da nekako me je fasciniral kot mesto, in pač ta okolica, ne vem, mogoče tudi energija, drugačen pokrajin. Glavno sem se bolj po tistem koncu gibal. Tam so tudi nastale cele serije Polanske doline v sivih tonih in ogromno stvari. No, pa da povem, kako je bilo s to filmsko skupino, pa sem se pa nekaj pač dobili skupaj in smo naredili en tak plan, zdaj bomo pa imeli par filmov poslega, ne. Zdaj, opreme ni bilo nič, filmov ni bilo, to je bilo treba se prežvercati iz Avstrije. Na nas so pa tako gledali, mislim, ker to so fantje, ker nekaj se grejo, pustimo jih primer, bojo že obruntali, da od tega ne bo ne vem kaj. Ampak mi smo ustrajali, in smo se lotili prvega filma Do spoznanja, to je bil tak filozofski pristop na smislu življenja, kje se začne, pa kje se neha, in če boste imeli kjerkrat priliko, boste videli, da gre vse se vrti okrog enega jajca kurjega, se potem na koncu razbije, ampak takoj spet zrase novo, čisto frišno. Drugače pa je bilo pa tako. Mi smo mogli to zelo improvizirati, Prvič, Janez Hrovat je pač imel tisto televizijsko kamero, mislim, še na trak, na 16 mm, to je bila njegova.
Snemal je za televizijo in tam so nam bolj tudi te zadeve razvijali. Filme smo prešvercali, ampak smo mogli zelo paziti, da smo posneli samo enkrat, 50krat probali, pa enkrat posneli. Danes je veliko obratno, danes lahko 50krat posnamiš, pa enkrat nekaj ti všeč obisa. Potem za tehnično zadevo je skrbel Gašper Stac, ki je bil v službi kot električar v železarni Jesenice. In je takrat smo imeli kakšne take posebne projekte, reflektorje iz tovarne, iz tistih drugov določ ravke, ki vključujete na rodlu popelo v Kranju, po zvečerih in pa spet nazaj montiral. Mi smo jih takrat po generatorje dol propelo in vse tako. Tako da smo zelo improvizirali. Sam rezultat je bil fantastičen, zaradi tega, ker potem smo začeli te filme pošiljati malo po teh festivalih, amaterskega filma, in smo kar dobili nagrade, prvo nagrado v Italiji, v Avstriji, v Makedoniji. Celi Jugoslaviji so nas v bistvu poznali kot filmsko skupino imen. Sam pol je pa nastala ena taka kriza, mislim, da je bolj politična, ker spomnim se, da tudi zadnji film, ki smo ga poslali v Skopje na festival, sem jaz dobil kot režiser prvo nagrado. Ta film je dobil prvo nagrado. In to je bila nagrada 7 sekretarjev Skoja. To je bila najvišja nagrada, ki so mogli zamisliti za te amaterske stvari, ne mislim amaterske. So bili že skoraj profesionalni. No, in seveda pride telegram, jaz pa Janez sva pa prav vesela, zdaj greva pa malo dol pogledati, kako pa sprejmemo to nagrado, pa to. Zvečer pride drug telegram, nagrada ni podeljena zaradi mistične vsebine. Takrat zgleda, da je imela še partija toliko vpliva, da je bil kakšen njihov zraven, in je rekel, tole pa ne bo kar tako. Bil je pa samo en kader posnet v tejle cerkvi v Brezjah, naš posebenega, bistvo je bilo pa to, da je tam pač ena ženska, ki je predstavljala pačeno energijo, vesolsko, razbije z demokratom na oltarju tisti jajc. In to zgleda, da je ni prav preveč šlo v račun, ko to gre. No, v glavnem, potem smo še ene par filmov posneli pa to, ampak ta prvi so nam dali tudi nekaj takih sredstv iz za kulturne dejavnosti, smo dobili nekaj denarja, pa so nam pa še to ukinili, tako da smo bili čist bosi pol, se ni dali več filma kupiti, nič. Z devizami, veste, kako je bilo to čudna zadeva, za 100 evrov, za 100 marks lahko mesu čez, pa še ti smo pasušno napisali, tako da smo bolj s tem nehali, Čeprav je meni žal, da nisem nadaljeval zaradi tega, ker je nekaj stvari samo še v planu, da jih naredim, ampak ni šlo. Tako da sem se pa raje preusmeril v druge stvari, bolj v slikarstvo, bolj v risbo, v musko. Tako da sem malo skompenziral ves tisti zagon, sem ga imel na začetku. Čeprav, Janez je pol naprej snimal za televizijo, pa tako smo se malo razpropili. No, za nameček samo povem, da je omenjeni Janez Hrovat tudi oče festivala dokumentarnega filma, ki je bil v 70-ih letih na Jesenicah. To so hodili z Italije, Švice, Skandinavije, ljudje gledali te dokumentarne filme. Jaz sem bil še relativno mlad in smo zmeri iz šolo šli zanimanje, smo se vgledovali kot vidite. Tako da so že takrat dejansko štartali nekako na enem mednarodnem nivoju.
pravzaprav se niso opremenjevali, niso bili zaplankali teli naši umetniki, vključno zdaj čez Slaparjem pa Zaboričnikom, Hrovotom in drugimi. Mene nekaj drugega zanima. Bil si tudi soudeležen pod parih teh publikacijah, konceptualnih, recimo abeceda, če se nam tam ima ena bolj odmevnih, bolj atraktivnih tudi, kako je to izgledalo? To je šlo za likovno sceno. Ja, to je pa čist konceptualno likovna zadeva in sicer sem jaz prišel na idejo, ko sem bil enkrat v Benetkah, kaj, če bi jaz to fantastično arhitekturo razbil, z eno zadevo posegel v ta prostor, ki je zelo zaključen, Markov trg, da ga na en način razbijem, da ga na vsak način prevrednotim v eno drugo stvar. Sem prišel pol na idejo, zdaj en tekst napisati in ga tam obesti ni imel smisla. Potem sem se pa pošlo ideja, se v bistvu abeceda, vse črke so lahko poezija, so lahko proza, lahko je karkoli, bomo pa abecedo naredili. In sem jaz pa to povedal, stavljam tam Zagoričnik, Hladnik in tako naprej, ki so bili zraven, so bili zelo zagreti za to, ampak zdaj pa treba to izvesti. In zdaj kako? Tam je bila, v Tržič je bila tovarna BPT, Bobažna predelnica tkanca, in tam so delali blago za juhe in so nam blagohotno odstopili 60 metrov, pravzaprav 65 metrov je bila cela dimenzija tega blaga, izbavljen, direkt iz stroja. To so nam kot sponzori dali, takrat se še to dan narediti. In smo se mi bolj lotili to delati. Sicer delali smo pa pri meni v Stražič doma na dvorišču. Tisti dvorišče je bil pa tako, da je imel sosed služnostno pot čez tisti dvorišče. Mi so tam ene stare ping-pong mize pa to nakladali in začel, jaz sem narisal črko, ostali so pa barvali znotraj, in so sam linije potegnili. Ampak sosed, kot sosed, je zanalaž takrat vsake pol ure z avtom pelil, pa spet čez pol ure nazaj prišel. In tako, da smo mi to zviti nazaj, nekam kraj postavili, da se je gospod dovolj pripeljati do hiše, pa spet nazaj, pa spet naprej delali. Ampak smo izvedeli, okej. Pol smo pa rekli, zdaj bomo pa to v Benetke pelali. In seveda to je bila taka hvala, kaj ste meter primera, navita na ljud, na vrh, na Fičotu. Široka je bila pa, kaj ste, 2,60 metra, to je sprej povzati čez gledalo vse skupaj in vse pelamo čez mejo. Seveda smo šli, cariniki niso kaj dosti porajtali. Ampak Italijani pa seveda je pogajali to, pa to boste, to je arte, moderna, pa tako naprej smo se tam nekaj zgovarjali, pa to pejte naprej. No, pridemo v Benetke, zdaj pa na kje da se obrniti, ker nismo prej nobenih kontaktov bili s tem. Ampak na kje da se obrniti, da nam bo to sploh dovolilo, Vbesti. Hodimo tam, razne pisarne so bile tam, geometriko je bil tam glaven, ampak noben je pa točno vedel, ali lahko ali ne. In bolj Zagoričnik seveda, kako je bil strpen, ampak Italijansk pa ni čist nič znal. In se je nekaj pač preslinil tam v en urad, tam je bil en pater, kaj s tem, kaj je bil ta glaven,
za ta predel Markovega trga pa to. In potem sta nekako z rokami in malo z angleščino skombinirala, da je v bistvu bi lahko to spustimo dol iz kampanile v stolpa. Ampak je pa treba plačati 100.000 lir, ker bo takrat lift ustavljen in ne bo turistov gor. In oni so to tako zračunali, to, če bo to pol ure visel, bo to tam žuklira, in to ni kar tako malo, zaslužka. Tako da smo bolj bili hitro na jasnem. So ustavili, gor so nas pelali, jaz sem dol spodaj stol, ki sem slikal, Oni so dol spustili zadevo, lepo, krasno, Japonci so fotografirali, so že takrat videli tam venetke pa to. Ampak na vso nesrečo je bilo tako, da je bila ta zadeva kar precej težka in takrat je ravno veter popihal in na vrh je bilo to privezano na eno tako leseno štango, kar bi jo z Wolfa-nožem odrezal in je dol padla. Ampak 15 minut je bila gora, 15 minut siguren, tako da v bistvu smo dosti fotografij naredili, dokumentiran je, in seveda smo šli veselo nazaj in nam je uspela. Potem smo tudi še v druge prostore na Trsat, Trgnavo, po tistem Sidju, pol iz Svetega Bolbenka, tle v Polanski dolini smo jo dol, po tistem Kribu spustili, pa take stvari, mislim. Ampak efekt je bil pa to. Efekt je bil, da je ta zadeva, ki je bila črno-bela, bela tkanina, črne črke, ogromne, da je prevrednotila v bistvu tisti prostor, kjer smo postavili. Dol po tistem bregu Svetega Bolbenka v bistvu je ena sama zelena barva, seveda, in to noter kot nož zareže v pokrajino. Prostorski intervencije že 30 let. Si artist, se pravi mojster optičnih iluzij, in skratka, tvoje slikarije znotraj zamejenega Kobayagi monodimenzionalnega polja zaživijo v tretji dimenziji, vizualno, iluzorno. No, ampak si pa tudi avtor mnogih poliedrov, skulptur, prostorskih organizmov. No, to je bil pa čist poseben projekt moj, Enkrat sem dobil idejo, da bi nad Kokro obesil eno geodezično kroglo. In to je bil tudi res projekt, da se reče, to kroglo treba narediti, zdaj kako jo bom naredil, kdo mi jo bo naredil. Ker geodezična krogla je sestavljena iz samih trikotnikov, dve so trikotniki so. Pač to je NASA nekaj imela ene kupole za radarje, ampak sem pa dobil načrte in sem pol v Gorenjskem tisku dobil velike offset plošče in ta krogla je sestavljena iz 20 šesterokotnikov in 12 peterokotnikov, so še razdeljeni na trikotnike. Tako da je v bistvu vsega skupaj 160 trikotnikov. Ampak to je bilo kar mukotrpno delo, in sem kar 3 mesece to rezal iz tistih offset plošč, ampak sem jo sestavil. In zdaj sem rekel, da moramo pa še obesta, čez Kokro. Včasih je bil tam med župniščem tale viseči most, sam viseči most je bil že podrt takrat, ampak je bil pa še zmeraj prehod in še zmeraj so ostali stebri. In smo pa dobili eno zajlo od žerjava, samo to zdaj napeljati čez Kokro, vso zarašeno to. Ampak delali smo tako kamen dok, tako kamen na špago, pa kamen čez Kokro vrhu, pol na tisto špago malo
tanjšo zajlo, pa spet potegne, pa spet hodje na zadnje tista centimeter, kako da bila zajla prišla na drugo stran. Ne, gor, ampak to samo zajla, da to bo še zmeraj na tleh, zdaj pa to je gor potegn, težka je bila pa, rečemo 500 kil, ne? No, pa dobimo kmeta tam leskovi, je prišel s traktorjem, pa je s traktorjem potegnil to zajlo, ker prej smo pa to probilo, to že gor montirala, ne, ampak komaj, da jo je, ki to ima pa kar velik povest tudi, da smo jo toliko napeli, da je bila res na nivoju tako. In ta krogla je pa zelo znamenita ratala, pa komentarji, škoda, da jih nismo posneli, ker to so bili komentarji na sredi mosta pa razni, od radarja za ribe do ne vem kakšnega satelitske antene, vse to so ljudje komentirali, ampak to je tam bilo in to je že kar znamenitost. A svi tudi tisto okruglo čez Kokor, ja, redo. No, pa je prišla jesen in je enkrat zelo težek mokr sneg padal in seveda to tudi na okroglo in se je vse skupaj dol zvrnil v Kokro. Pokojni direktor muzeja Cena Avguštin me zjutraj kul v 7. že klical, kugla je dol padla, kaj ćemo narediti? Jaz sem rekel, kaj ćemo narediti? Zdaj je dol padla, zdaj je konc projekta. Gor smo jo spravili, dol je sama padla, pa ćemo zdaj. No, tako. Glavno, to je bila ta zgodba, Bolj so bile pa še razne druge zadeve, te prostorske, razne te polijedri pa to. Ker kristalinična oblika v prostoru pa v naravi daje čistem poseben, spet in poseben odnos, ker mi smo navajeni pravokotnih ljudi. Hiše so pravokotne, zdaj zadnji cajti delajo tudi kilopine, razne stvari, ampak včasih je bilo pa to tako, vse mora biti ravno. Zdaj, če si nekaj postavil, ker ni šlo v to, je bilo že vizualno te pretegnil, če drugega pa je zdaj to. In pač ukvarjal so se pa s tem res prvinskim kristaliničnim oblikam, dodekaeder, ikozaeder, geodezična krogla in te edri, ki se jih da sestavljati iz trikotnika, kvadrata in peterkotnika. To so tri eliki, se da z njih narediti vse. Praktično je to osnova kristalografije in v vsaki naučbeni poti kristalov in tega poti najti te velike. Ni sedmerokotnikov, pa ni deveterokotnikov, ampak je vse tako iz teh bazičnih 4 likov sestavljeno. Jaz mislim, da tudi kratski prostor piše po tvoji poliedrični strukturi. Ne vem, če bo kdaj prišlo do tega, da bi jo uvestili na ustrezno mesto, na en trg. Ideja je že bila. Že bila ideja predstavljena tam v Piselštajnu na vrt, ampak nažalost so tam razni močni fantje začeli brcati vano, pa jo valiti in tako naprej, ker ni bila toliko več težka, ampak dodekaeder je bil v bistvu in so ga pol strana. Čeprav sem jaz računal, da bom naredil tam res ogromno zadevo, ker tam bi bil prostor za to, ali pa kaj ste. Vse se najde. No, sam na vsak način pa ne na krožno križišče, tam to pa ne bi rad šel v korak z raznimi pozovci pa bitcoini pa tako naprej, to. Prehuda konkurenca. Prehuda konkurenca. Sam je pa mesto v Sloveniji, kjer pa ena tvoja struktura stoji, če sem. Ja, to je pa v Zagorju, tam so mi šli pa res na roko, ker smo imeli dole novolikovno kolonijo in tam zraven je en podjetje, ker ima laserski razrez pločevine in so mi tam naredili dodekaeder, ker je znotraj osvetljen
zrezane so tiste moje krivuje, in tako da je tisto zadeva, pa tam deluje posebej zvečer, je No, zelo veliko si mi že povedal, si nam razložil. Mogoče bi te še povprašal, preden seveda se posvetimo zadevi, za katere smo tukaj, ki se pravi predstavitvi tvoje knjige umetnika, ki kombinirajo različne umetniške zgodbe od literature, ki se pravi pesmi in prozi, nastale pod vplivom francoskih surrealistov, če se namotam, da gre za avtomatsko pisanje, v povezavi z nekimi zanimivimi, hibridnimi, opart, surrealističnimi organizmi, med katerimi je tudi grafični, zelo grafično izdelan avtoportret samega avtorja, ki asociira na rusko avantgardo, na Tatlina, če se namotam. Bi te še vprašal, vem, da spet nekaj snuješ, si je redkih kranjskih umetnikov starejše generacije, ki ima zmeri nekaj prštimen, za material za novo razstavo, skice za nov cikl, slikarske, še to grafični. Kaj zdaj pripravljaš? Nekaj sem ujel, da imaš nekaj zadeve. Ja, zdaj pripravljam pa eno serijo, sicer ne vem, kako bo to še prezentiran, ampak v glavnem sem zdaj ravno v tisti fazi, ki vključujem stvar, je pa to v bistvu 500 risb. 500 risb so zdaj v zadnjem letu pa pol nastajale, majhen format. Je pa tako, da kombiniram zdaj organsko linijo, to se pravi s prosto roko narejeno in s to strogo tehnično linijo. Mislim, da glavna poanta pa to, da na vsaki teh risb iščem prostorsko rešitev. To so razna prekrivanja, dvoplastno, ker se gleda v spajnika, se tudi slika giblje, ker je to dvojna risba, ena je na prosolju, prozorni površini, ena je na papirju. Tako da, v glavnem, raziskovanje delov človeškega telesa, raznih zopet erotična motivika prisotna. Erotična motivika je sploh in to od stroge geometrične rešitve do organske, do kombinacije obeh in tako naprej. V glavnem, to je ogromna količina risb in zdaj bo treba narediti pač en taki zbor in pol sama prezentacija je pa pač odvisna od prostora, kje je to, pa na kakšen način so to prezentirali. Ampak mislim, da je že zadeva kar konc, tako da prihodnje leto ali pa, ja, letos verjetno še ne, ampak prihodnje leto pa bo to verjetno že zadeva duš sveta. Treba je najdeti primeren prostor. V tej priliki bi sam še nekaj poudaril in sicer jaz sem svoje dni poklonil maršalu, ki je bil na Joštu eno največjih risb v Srednji Evropi in Balkanu. In Balkanu, seveda, 10 metrov krat 2,60 metra je original velik v enem kosu papirja. In to sem jaz leta 76 tam nekje to poklonil. In to so dali v Muzej savremene umetnosti. Potem so se pa zadeve začele tako razvijati, konec Jugoslavije, vse to, jaz nisem vedel, kje to sploh je. Rad bi jo pa še enkrat pokazal, ker zadeva je bila samo enkrat pokazana in sicer spet v Škofji Loki. Ker je bil edin prostor, kjer smo to lahko pokazali. No, ampak smo tudi to uspela, ne? Tako da smo šla s Boštjanom v Beograd, niso hoteli dati original, ampak smo jo mogli prefotografirati, ne?
in reproducirati, sicer malo manjšo, ja, zdaj je 8 metrov velika. In seveda se moram spet Loškemu muzeju zahvaliti, da mi je to omogočil, da bo zdaj v Škofji Loki visela nekaj časa, ali pa nekaj časa v okroglem stolpu na gradu. Tako da zdaj trenutno je v kašči obešena na eni steni, bojo pa prenesel pa na grad, pač na ogled. Jaz bi pa še to povedal, ker že vi govoriš o Škofji Loki pa o Loškem muzeju, da je Loški muzej pridobil od kranjskega umetnika Nejča Slaparja do zdaj 31 risb izvedenih v tehniki tuša na papirju, ki so tudi v tej knjigi umetnika, skratka gre za cikl knjiga mojih knjig, ki se ga da že videti, če pridete v Loški muzej. Je že na steni in zdaj so dela Nejča Slaparja v stalni zbirki Loškega muzeja Škofje Loke. Ni bilo pa še formalne otvoritve, to pa po mojem zelo malo, bilo po tednu, dveh, sigurno bo pisalo v bolesnem glasu, upam, da tudi delo, če bo Kravčič Mocajt in ljudno vabljeni na otvoritev prenovljene zbirke sodobne umetnosti v Loškem muzeju, katere zelo pomemben del so tudi slike, risbe Nejča Slaparja. Tako da, Nejč, hvala ti za ta razgovor. Želim ti eno javno strukturo tele v mestu Kranju, potem na Krožišču, potem bi si še želel enkrat v miru pogledati, recimo mogoče v mestni knjižnici Kranj, tudi projekcijo 4 ali 5 kratkih filmov kranjske skupine Ime, kjer je se delal Nejč Slapar in še veliko uspešnih razstav. Ja, edino v tej knjigi bi jaz še par besed rekel, a ne? Vse je te lahko pa pogledati. Ta knjiga je v bistvu sestavljena iz dveh zadev, sicer iz avtomatičnega zapisa, kjer so mi dali idejo nadrealisti, a ne? Avtomatično pisanje je bilo čisto ena posebna zvrst pisanja in sicer takrat so pač uživali v Parizu in tam v tistih krogih umetniških zelo velik absinta, a ne? Absint je pa pač en tak in substanca. In smo se spravili v stanje, da so v bistvu govorili svoje misli. Ampak zmeraj je bil pa eden zraven, da je to zapisoval, ker sam nadrealizem v bistvu je, to je odslikava enih določenih stanj med budnostjo pa spanjem. In je mogel eden to pisati v slikarstvu, nadrealizem ni čist točno definira, zaradi tega, ker tle je že ena estetika prisotna, dočim pri pisani besedi, pa pri govorjeni besedi pa tega ni. Direktni zapis misli več cenzur. Direktni, ja, tako. Direktno, ker tudi sanje so take, da preskakuje med določenimi stvarmi tvoja misel. In to sem jaz tudi poskušal narediti, in dejansko mi je to uspeh, ker na različnih krajih sem se pač natlavil kamorkoli in izmeril bil eden zraven, da je zapisoval tisto, kar sem jaz govoril. In tle so posamezni fragmenti, tle noter pač objavljen, ampak v necenzurirani obliki nič popravil, nič ampak tako, kot je bilo zapisano. In te risbe so v bistvu krat v istem obdobju nastajale in sem bolj prišel na idejo, da jaz to bolje združim v eno celoto, tako da mislim, da bo to zanimivo za gledati in za predtem vse prisotne vabim, da se vzamejo tam en izvod, tako da
Hvala za Hvala. prisotnost pa za poslušanje teh. Hvala, gospod Kuhar, za Kaj sa nekaj vprašal? Ja. Za tisto, ki zame pa name pa veliko tisto je osutna poletna, ki je bilo tem konc Ja. 70-ih let. Ja. To je bilo pa vse, od poezije, filma, muzike, Ja. vem tudi kakšen naval je bilo za karte. Performance. Ja, in za tisti čas za Kranj je bilo to blazno velika stvar. Ja. To Ste sem jaz- razvršili na to idejo, ne, da je to... Ja, to idejo sem pa dobil, sem gledal film Dead Old Jazz. Aha. Ampak sem rekel, pa jaz tudi ne bi nekaj takega probal zorganizirati, ne? Da naberem pač te skupine, ki so posamezno delovale okoli, ne, pa plesna skupina, pa razni recitatorji, in zelo so mi pomagali pa gimnazijci, Kranjske gimnazije, ki je pa bil tistega leta en razred, ki je bil pa blazno navdušen nad takem akcijama, ne, in so šli oni tudi v akcijo, ne, takoj. In takrat smo res to vse v bistvu eno celoto naredili, ampak to je bil spet projekt, ne, to je bilo treba tudi improvizirati, ne. To ni bilo tako enostavno. Prvič smo mogli imeti blazno dober vzvočenje, ne. In vzvočenje je imel edin Jekovc, Frank, ki je zdaj lastnik Šmaretne, ne, ta je bil pa takrat zaprt zaradi nekomitne nesreče 20. kaj. In smo tudi to uspeli, da je takrat prišli s tismo vzvočenjem, pa da je to v Tripi Frej, ki za res te prišel direktno v Kranju, v kinocenter, in tam Boritev, pa ta Goren Pavle, je tudi to, ampak uporabljali smo pa tisti, kar smo imeli, ne, stroboskopi so že obstojali takrat, potem reflektori raznobarvni tudi, ne, pol pa zvočna poezija je bila pa tako, ne. Tam je bil en komad, ki je bil naslov pač skladba za 5 bormašin, traverzo in 2 kladiva in glas. In to je bilo izvedeno res tako, da če takrat zdaj, mislim, z današnjo tehniko to posnel, ne verjamem, da kjer mu sploh na pamet prišlo kaj takega takrat, ne. Ampak uspel nam je kinocenter napoln do zadnjega kotička, še kotlek so sedeli, tako da niti Avsenik, ki je bil bolj koncert v centru, ni čist poln. So pa še danes se spominjajo tega performansa. Potem je bila cela plesna skupina z Tržiča, ene plesavke, potem so bili razni recitatorji, tako da pa še moj film se je vrtul na ta širok platan, ker je takrat ta, ki je bil operater, takrat to predvajal, ne. Vmes so bili razni ansambli, pa sence, pa to, tako da je bilo zavideti, no. Je bilo zavideti. To. Hvala. Hvala lepa.